Nekateri ljudje naj bi bili za kratek čas del vaše poti. To je v redu. Ne znižajte svojih standardov samo zato, da bi se jih oklepali. To vam ne bo koristilo. Ne dovolite, da vam karkoli prepreči vašo osebno rast. Tisti, ki naj bi bili za vami še naprej, se bodo razvijali na vaši stopnji rasti. Počakajte jih. Ljubezen ne boli. Pomanjkanje ljubezni boli. Ljudje, ki se v ljubezni pretvarjajo, so prizadeti. Nezdrava navezanost na nedosegljive ljudi boli. Soodvisnost boli. Razočaranje nad izbiro napačnih ljudi boli. Ljubezen je prijazna in ne obsoja. Ljubezen navdihuje, da se razvijamo. Ljubezen je mišljenje za negovanje. Ne upirajte se. Če vas ljudje razočarajo, ne pozabite na eno stvar. Na svetu je veliko ljudi. Nekateri vaši najboljši odnosi se še niso niti zgodili. Še vedno niste srečali nekaterih ljudi, katerih pristnost vas bo pozdvignila na nesloteče načine. Najboljše še niste srečali. Sprejmite ljudi takšne, kot so. Ne morete jih spremeniti tako, kot si želite, da bi bili. Začasno ljudje lahko prikrivajo svoj pravi jaz, vendar ne zavedno. Njihov pravi jaz bo nekega dne izstopil na dan. In to vam bo povzročilo veliko razočaranje in zamero. Prilagodite pričakovanja ali pa se pripravite na bolečino. Včasih lažna obljuba, ki jo je nekdo dal, nikoli ni bila obljuba z njihove strani. To je bila vaša napačna interpretacija njihovih besed. Temeljilo je na tem, kar ste želeli in pričakovali, ne na tem, kar so čutili in mislili. Vprašajte vedno, preden nekaj domnevate. Previdna komunikacija je način, kako preprečiti srčni zlom. Bodite sočutni do svojih pomanjkljivosti. Trudite se vedno po svojih najboljših močeh. Del življenjskega namena je vsak dan ustvarjati boljšo različico sebe. Če ste obzirni do svojih strahov in pomanjkljivosti, jim vzemite moč. Pomagate jih se osvoboditi. Sprejmite se takšne, kot ste. Če nekdo verjame, da so vaše želje in potrebe prevelike, medtem ko ste mu pripravljeni z vsem srcem povrniti, je čas, da se takoj odmaknete od njega. Ni prehitro, še prepozno. Kajti, ti ljudje nimajo veliko za ponuditi, imajo prevelike omejitve in vi boste zagotovo našli boljše. Po neuspehu ali izdaji si vzemite čas, da se iz tega naučite, namesto da skačete iz ene situacije v drugo. Fizična situacija se spreminja, energijsko pa ponavlja lekcija, dokler se iz njih nekaj ne naučite. Če se ne želite izboljšati, bo to trajalo vse življenje. Soočite se s svojimi demoni in jih premagajte. Obkrožite se s tistimi, zaradi katerih se počutite odlično. Lahko se znebite obsedenosti s svojimi pomanjkljivostmi in delate na tem, da se dvignete na novo raven bivanja. Če si ne postavite visokih standardov,
boste vedno znova pritegnili ljudi z nizkimi vibracijami in izkušnje. Kmalu boste začeli verjeti, da je z vami nekaj narobe. Edina stvar narobe pa je, da se ne zavedate potrebe po močnih mejah in močnih temeljih ljubezni do sebe. Ko se boste ljubili dovolj, vas sodbe drugih ne prizadenejo več. Zato obsodb ne jemljite kot napad in vedite, da je tole njihovo mnenje. Poskušajte razumeti njihovo perspektivo. Zdrav odnos s samim seboj vam omogoča, da zmanjšate svojo obrambo in vzpostavite zdrave odnose z drugimi. Ljudje gledajo na življenje na podlagi lastnih izkušenj. Ne dovolite jim, da vplivajo na vaše odločitve. Ne morete izbrati, kaj čutite. Če občutke pometete pod preprogo, se bodo okrepili in se vrnili še močnejši. In to takrat, ko boste najmanj pričakovali. Bodite močni in pustite, da vas za trenutek zaužijejo, namesto da bežite pred njimi. Občutite občutke in jih sprostite. To je najbolj svobodna izkušnja. Stvari se postavijo na svoje mesto. Ne takrat, ko želite, ampak ko je pravi čas. Če nekaj prejmete, preden ste pripravljeni, lahko to pokvarite ali izgubite. Lahko izgubite samozavest in verjamete, da niste vredni ničesar velikega. Dajte si čas, dvignite sebe, ohranite vero. Stvari se bodo združile in postavile na svoje mesto. Zaupajte času življenja. Vse, kar zahtevate, je lahko vaše. Če pride do zamud, boste morda morali izboljšati svojo igro. Naučiti se morate in se dvigniti. Ne obupajte nad sanjami. Namesto tega preusmerite svojo energijo na to, da postanete nekdo, ki si vse to zasluži. Stvari se bodo vedno uredile, morda že kmalu. Zaupajte vedno vase, nobeno zavrnitev ne jemljite osebno. Veste, da ni bilo pravo mesto in nekaj boljšega je še na voljo. Zaupanje je v tem, da ne obupate zaradi nekaj slabih izkušenj in ste pripravljeni izboljšati sebe brez kakršnekoli sodbe. To je vir miru. Dovolite si, da živite življenje, o katerem sanjate. Dovolite si, da se občasno spotaknete. Dovolite si, da imate strahove in kljub temu pojdete naprej. Ko ste prepričani v svojo pot, zaprite oči in ušesa pred tistimi, ki ne podpirajo vaše smeri. Dovolite si biti resnični vi. Vaše preteklosti ni mogoče spremeniti. Vaše travme so na žalost resnične. Vendar pa kljub temu ni vse izgubljeno. Imate moč, da uresničite prihodnost po vaši izbiri. Ne prezrite izjemnih možnosti, ki jih življenje še ponuja. Ne dovolite, da ostanete zlomljeni. Poiščite svojo luč. Ustvarite prostor v svojem srcu za zaupanje v blagoslove. Pripravite se na blagoslove, ki prihajajo na vašo pot. Ne dovolite, da vam vaša nevera pokvari srečno življenje. Vaše molitve bodo uslišane. Včasih je v redu biti nervozen, v redu je biti tudi prestrašen. Ampak,
Ko se pojavijo priložnosti, jih nikakor ne izpustite. Namenjene so vam. In srečno! Hvala vsem, ki spremljate kanal Pozitivne misli. Pridružite se nam in všečkajte naš kanal. Hvala.